Pozdravljeni! V kratkem videu vam bomo predstavili pripravo in oddajo končnega poročila za partnerske organizacije v projektih Erasmus+, K229, Partnerstva za izmenjavo med šolami. Končno poročilo pripravite in oddate v e-orodju Mobility Tool Plus. Ker se podatki o izvedenih aktivnostih v Mobility Toolu prenesejo v poročilo, je pomembno, da pred oddajo le-tega ustrezno izpolnite vse za vaš projekt relevantne zavihke, kot so vodenje in izvedba projekta, posebni stroški ter aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja. Za vnos osnovnih podatkov o aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja ter o drugih projektnih aktivnostih je zadolžena glavna koordinatorska organizacija projekta. Vi pa kot partner pri posamezni aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja vnesete le podatke o udeležencih iz vaše organizacije. Kot že veste, dejansko porabo poročate le za postavki posebne potrebe in izredni stroški. Pri ostalih postavkah pa se poraba sredstev izračuna na podlagi števila udeležencev, trajanja aktivnosti ter pasov razdalje. Svetujemo vam še, da preverite, če je glavna koordinatorska organizacija v zavihek drugi projektni dogodki vnesla vse ključne projektne aktivnosti, ki ne spadajo med aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, ter so se dogajale na vaši organizaciji oziroma v vašem lokalnem okolju. Končno poročilo pripravite in oddate v zavihku Poročila. Poročilo generirate s klikom na gumb Generiraj končno poročilo. Odprete pa ga s klikom na gumb Uredi osnutek. Večina podatkov v poročilu se prenese iz ostalih zavihkov v Mobility Toolu. Vprašanje pod zaporedno številko 6 pa izkoristite za predstavitev glavnih poudarkov vašega projekta in izpostavite njegov bistven doprinos. V odgovoru predstavite, kaj ste s projektom dosegli oziroma pridobili, predvsem vaši otroci, učenci oziroma dijaki, osebje in institucija kot celota ter lokalno okolje. Pri tem vprašanju se osredotočite na bistvene poudarke o izvedbi ter rezultatih in učinkih vašega projekta. Obvezna priloga k vašemu končnemu poročilu je le častna izjava, ki jo najdete v 7. točki poročila, priloge. To častno izjavo prenesite, natisnite, ustrezno izpolnite in jo kot skeniran dokument naložite v poročilo ter označite, da je naložen dokument častna izjava. Ko boste vse to naredili, bo vaše končno poročilo pripravljeno za oddajo, kar potrdite s klikom na gumb Poročilo pripravljeno za oddajo. Sprejmite obvestilo o varovanju osebnih podatkov, pokljukajte kontrolni seznam in potrdite oddajo. Oddaja vašega poročila je možna šele, ko je poročilo glavne koordinatorske organizacije pripravljeno za oddajo. Tudi morebitni popravki vašega končnega poročila bodo možni le v sodelovanju z glavno koordinatorsko organizacijo projekta. Rok za oddajo končnega poročila je 60 dni po zaključku pogodbenega obdobja. Ko boste poročilo oddali, o tem obvestite skrbnico vašega projekta na Cmepiusu. Vkolikor pa boste rabili pomoč pri pripravi in oddaji vašega poročila, vam skrbnice na Cmepiusu z veseljem priskočimo na pomoč.